Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam moram eno res zanimivo zgodbo povedati. No ja, po eni strani ni toliko zanimiva, kot mogoče poučna. V glavnem, v zadnjih dneh smo imeli kar precej ropotanja, pač menjava oken in dejstvo je, da naše mucke, 2 mucki imamo in vam bom dala tukaj zraven posnetek, da boste videli, toliko sem se nasmejala. Ampak, v glavnem, prvi dan sta bile pač čisto zmešane, ker dejstvo je, da sprememba, nista morali biti v stanovanju, okolje smo menjali in vse ostalo, kakorkoli, stres. In potem še ropotanje. No in v glavnem, ta prijazna mucka je odreagirala na ta način, da je naslednje jutro začela lulati povsod, se pravi vnetje mehurja. Medtem ko druga mucka, ime je Karla, ta pa odreagira na stres na ta način, da zgublja dlako. Tako da zdaj, če to prevedemo v človeško psiho, to pomeni, lahko se vam zgodi, ko ste v stresu, da začnete izgubljati lase. Druga zadeva, kar se vam pa lahko zgodi, vam pa lahko udari na mehur, pa imate ves čas vnetje mehurja, pa imate ves čas neka vnetje v spodnjem delu telesa, bolečine v križu, vse to je povezano s stresom. No in seveda, nisem čakala, da začne pač lulati kri, takoj sem poklicala veterinarja, povedala, je rekel takoj pripeljati in seveda je dobila antibiotik. Ampak, no, kar jima je pa dala, ker sem rekla, da sta tako prestrašeni mucki, da enostavno to ropotanje ne prenašata dobro in jima je dal apaurin. Vsaki pol tabletke, v glavnem, tako sta bile zadete, jaz sem se iz srca nasmejala. Jaz sem razmišljala, da se mogoče nekaj podobnega dogaja pri ljudeh, ki jemljajo pomirjevala, ampak ne v taki dozi, mislim, v takem obsegu, ampak podobno. Jaz sem se toliko smejala. Prva zadeva, kar sta začele, spravili sta se na hrano in sta jedli, več kot ponavadi. No, in to je ena stvar, kar mogoče se tudi pri ljudeh zgodi, da jejo več kot ponavadi, ko so na nekih tabletah. Druga zadeva, pa potem sta bile pa pijani in v glavnem pol sta pa obležale, brez energije. In logično, veterinar je priporočil, da jima dajem tudi tele kapsule za zmanjšanje stresa. In seveda sem pogledala, kaj je noter, kaj je tista čudežna sestavina in notri je sestavina triptofan. Triptofan je pa aminokislina, ki spodbuja delovanje hormona sreče. In hormon sreče pa deluje proti depresiji in je za dobro počutje. In vem, da ste že večkrat slišali, da čokolada povzroča hormon sreče. No ja, temna čokolada nekaj malega ima triptofana noter, ampak ne moramo pa primerjati triptofan v čokoladi v primerjavi v tem, ko ga dobimo recimo v skuti in v jogurtu. No in, to je zdaj iz knjige, ko imajo hormoni žur, ta zadnje poglavje na strani 384 lahko preberete, kako telo izdeluje hormon sreče. No, ampak zdaj bom pa šla naprej. Pa sem pa govorila z eno gospo, ki očitno močno spremlja pač novice, kaj se dogaja in je rekla, si slišala, zdaj nas bojo cepili, zdaj bo to, joj, grozen je rad in. Ne? In kup teh negativnih stvari in ja, lejte, jaz vem, to obdobje, ki je zdaj, ni enostavno, za nikogar. Za vse se je res precej spremenil. No, mogoče za mene, jaz sem bila že prej doma, pa sem še zmerom doma. Ampak za nekoga, ki prestrašen, se je spremenil. In bolj, ko gledaš poročila, bolj vidiš, kam grejo stvari. In jaz nisem za nikogar, da se razumemo. Jaz sem za mir. Ampak predvsem ne morem spremeniti politike. In tja, kamor ne morem, oziroma tisto, na kar jaz nimam vpliva, temu ne dajem pozornosti. Lahko pa spremenim svoj svet. Lahko pa spremenim, kako jaz živim. Lahko spremenim, kako jaz dojemam življenje. No in prva zadeva, če želite, da se vam spodbudi hormon sreče, ugasnite televizijo. Predvsem zvečer
Ne gledati televizije, ne gledati nekaj, kar vas bremeni, ne gledati poročil, ne brati poročil, ker to, kar gledamo, kar poslušamo, se nam vrti po glavi. No, in če se vrnem spet na včeraj. Dejansko, ja, zaradi ropotanja, logično je tudi mene glava bolela in vzamem knjigo v roko, Telos. Mogoče imate tudi to knjigo vi, Protokoli 5. dimenzije. Enostavno vzela sem jo v roke in se mi odpre na strani zadnji koraki iniciacije za dokončni sprejem na 5. dimenzijo. Zdaj pa kaj je ta 5. dimenzija oziroma kaj je 3. dimenzija, kjer smo zdajle. 3. dimenzija je dimenzija kriminala, obsojanja, škodoželjnosti, zahrbtnosti. 3. dimenzija je dimenzija preračunljivosti, manipulacije, zavajanja. A ni to, kar mi doživljamo zdajle? A ni to, kar se zdajle dogaja na svetovni ravni? Bog si ga vedi, kaj je res za vsem, kar se dogaja. Kaj je resnica? Jaz nimam pojma. Ampak vem pa, da ne želim biti upletena v to in da ne želim, sem upletena, ampak ne želim dajati pozornosti. Zaradi tega, ker tam je svet manipulacije. No in tukaj naprej piše, pogovori med Aurelijo, to je v bistvu inkarnirana Eva, in Adama je pa vodnik, ki je inkarnacija, se pravi Adama. In Aurelija pravi, tako sem utrujena, tako sem brez energije, grem spat in se zjutraj zbudim še bolj utrujena, grem spat in se ne spočijem, nekaj se dogaja. In Adama ji odgovarja, to je zaradi tega, ker si še vedno v 3. dimenziji. Ti želiš priti v 5. dimenzijo, želiš, razmišljaš in učiš ljudi, kako priti v sočutje, v razumevanje, v dobrobit za vse, ampak obsojaš ljudi. No, ona odgovarja, ja, ampak jaz veliko potujem, pa se stvari zgodijo, pa so kovčki, prtljaga, normalno. In pravi, ti obsojaš. Zaradi tega, ker obsojaš, ti pade vibracija in ko ti pade vibracija, si v 3. dimenziji. Zdaj pa pomislite, vi vsi, ki delate na sebi, pa gledate poročila, pa rečete, kaj dela vlada, kaj dela ta, kaj dela on, in, toliko stvari in zdaj imamo res priložnosti neomejeno za obsojanje. Pa ne samo na podlagi vlade, v podjetjih, v družinah. Zadnjič sem vam govorila o mojem odnosu z mojo mamo. In ja, vsak ima kakšen tak odnos, ki ga majčkeno šola. Jaz imam mojo mamo izredno rada in imava krasen odnos, ampak res krasen odnos. In v osnovi, glejte, jaz čistim ta del po ženski liniji, ker ženske čistimo po ženski liniji, moški čistijo po moški liniji. In normalno, da imamo ženske več za predelati to, kar mogoče naša mama ni predelala, imamo mi za predelati. Na izpitu, kjer je pogrnila naša mama, tam imamo mi za predelati, narediti naslednjo stopničko. In dejstvo je, včeraj sem govorila z eno krasno punco in ravno o tem sva se pogovarjali in rekla, pa moja mami pa je tako, pa tako, pa tako, pa tako. Ampak moramo razumeti, da nekdo, ki je ranjen, lahko da naprej samo rane. Nekdo, ki je doživel veliko manipulacije, lahko daje naprej grenkobo, je to tako, zato ker to nosi v srcu. In gre se za to, da mi stopimo na višjo raven, na drugo stopničko, da mi vsakmu oprostimo, da gledamo s sočutjem in da gledamo ljudi, ki so naši čustveni trenerji, strani sočutja, zato ker so oni imeli odzadaj neko zgodbo nekoga, ki jih je na en način šolal ali celo zlorabil na tak ali drugačen način.
zlorabo njihovo zaupanje, zlorabo njihovo naivnost. In ja, glejte, to so šole v življenju. Sočutje je pa vibracija 5. dimenzije. No, in tukaj v glavnem jaz, potem ko to berem, sem rekla, ok, bom jaz zdaj si vzela čas za sebe in se enostavno spočijem, dovolim, da ta glavobol mine in je minil. In naslednja stvar, zdaj pa če se vrnem na to mojo mucko, triptofan. Triptofan, ki ga nujno potrebujemo za to, da naše celice začnejo normalno delovati. No, zdaj pa pojmo na to, kako ga bomo zgradili. Čez dan, ker hormon sreče, se proizvaja v hipofizi. Se pravi, v epifizi, tukaj na sredini, ki je povezana s kronsko čakro. V glavnem, da mi lahko aktiviramo proizvodnjo tega hormona, čez dan se dela hormon sreče, če občutimo srečo, čez noč se pa proizvaja hormon melatonin, ki pa vpliva na spanje. In da triptofan, ki pa spodbuja delovanje in enega in drugega hormona, poglejmo, kje ga dobimo. Dobimo ga, če jemo dovolj B3 vitamina in cinka, in če jemo beljakovinsko hrano, kot je skuta, mleko, ribe, pršut, se pravi vse, kjer vsebuje B-vitamin, kjer se nahaja B-vitamin in kalcij, cink dobite v gobah in v morski hrani. In zdaj, če gledamo, kakšno hrano bi mogli jaz, da bi v bistvu sploh se proizvajal hormon sreče, ne čokolado, ampak skuto, pa ribe, pa jogurt, ja pa gobe, pa morsko hrano, vse to proizvaja hormon sreče. No, tako da v glavnem, poleg tega, treba je umiliti kavo, potem naslednja stvar je potrebno misliti vesele misli in kaj še lahko naredimo, zavestno iskati lepe spomine. Lejte, vam pokažem. Tukaj gora vidite tole slikco. To je ena od takih lepših spominov v mojem življenju. Pa tukaj tudi ena slikca, čist mečkana je, ampak spet en od mojih lepših spominov. In tale spominček je nastal, ko sem šla z mojimi dekleti na kolo po Soškem polju, zahajalo je sonce in bilo je čarobno. Tale slika je pa nastala, ta srednja sem jaz, ko smo šli na stol in smo gor prespali in to je bil sončen zahod in moja ta mala hčerka Anja je bila stara takrat 6 let, Sara je bila stara 12 let, Patrik je tukaj v glavnem in nas je en gospod slikal, svak pa svakinja sta bila in smo vsi dali takole gor roke. In tale spomin, to je pa iz Krka in se spomnim, spet ena od mojih 3 hčerk, in danes sem en tak spomin najdla. Nekaj sem razmišljala, kaj bom snemala in se spomnim, da je rekla, a je to sklita kamela, ki je bila še čist mečkana. Joj, toliko je lahko lepih spominov in to veča hormon sreče. Zdaj vam pa še eno stvar povem. Leta nazaj sem bila na eni delavnici. Govoril je Alan Kobilica o svojem projektu Vidim cilj. Meni je dal pošteno misliti. Veste zakaj? On je slep in on vidi cilj. In jaz takrat, kaj pa moj cilj? Vidim cilj. Jaz nisem videla nič. In dejansko sem potem začela razmišljati, vidim cilj. Kaj vidim cilj? In se mi naslikajo nova vrata in ta nova vrata sem rekla, v redu, vidim cilj, nova vrata. In takrat sem mislila, da je ta vidim cilj, da pridemo do hiše, ampak očitno ta vidim cilj je mene življenje pripeljalo do mojih vrat. A vidite? Vidim cilj. In vidim srečo, vidim vse to, kar si resnično želim. Kam gre ta trenutek moja pozornost? No in to je ena od kart na tukaj prehodu novo dobo. Vidim cilj, vidim srečo, vidim ljubezen, vidim vse to, kar si želim. In s temi besedami sem zaključila knjigo, ko imajo hormoni žur
In lejte, zaključila sem jo z besedami prav to. Vidim srečo, vidim mir, vidim ljubezen. Želim vam vse dobro, želim vam srečo, želim vam popolno zdravje, želim vam moč in pogum, želim vam zanos v vsakem trenutku dneva in v vseh obdobjih življenja. Obračajte se k sreči, kot sončnica sledi soncu. Napajajte svoje misli z občutki sreče, miru in ljubezni. Dovolite si videti mir, ljubezen in srečo. Dovolite si in boste videli, potem ne boste potrebovali nobenih stvari za dvigati hormon sreče, zato ker boste to imeli v sebi. Predvsem pa ne boste potrebovali antidepresivov, ker antidepresivi nas dejansko zasvojijo. Tako da, imejte se lepo, uživajte.